Serpentinšek, na stopu smo pač mnenja največji kriminal, da gre tak talent v politiko. To bi mogli nekako tako prepovedati z ustavo, kandidirati takim kreativcem. Ker klele, RTV bo padel, ne? Mario ostane brez sodelavca, Na zdravje ostane brez sodelavca, pa v bistvu ti brez enih 26 likov v dveh oddajah. Serpentinšek ni lek televizije, Serpentinšek radija. Serpentinšek je nastal na Radio Gaga. In v bistvu si mu dal ti ime, ne? Ma dobro, to ni pomenilo, ampak nastal je na radio in smo ga razvijali. In je Marjan zadevo furil tako, kot se spodob. Z alternativnim humorjem, res za razmišljajočim, dal je vse v sebe na oddaji, očitno zdravje je bil ljudski humor. Se pravi, sta bila dva serpentinška, ljudski, ki se je prilagajal širši masi, in pa bolj alternativni serpentinšek, oba z istim značajem. Televizija Slovenija, RTV Slovenija pač na kadre, ki nekaj velja, ne zna poskrbeti. Ne zna ločiti med plevelom in tistim, kar je pšenica. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. No, to je bil Sašo Hribar, radijski in televizijski komik, ki je, kot smo videli pred leti, odsvetoval Marjanu Šarcu, da bi šel delati politično kariero, zdaj pa ta isti Sašo Hribar sam želi med politike. Kandidira namreč za državnega svetnika, gre pa za edine volitve v državni svet, ki prejšnji teden še niso bile izvedene. Volitve predstavnika za področje kulture in športa, ki jih ni bilo zato, ker se je Društvo oblikovalcev Slovenije zaradi varstva volilne pravice obrnilo na sodišče. Ima pa Sašo Hribar, ki bi rad v državnem svetu sedel poleg Franca Kanglerja, sodeč po kandidatni listi 3 slovenski javnosti bistveno manj znane protikandidate: Stanislava Glažarja, Alena Jelena in Janoša Kerna. Edine na pol politične izkušnje se je Sašo Hribar doslej nabiral kot član programskega sveta RTV in kot voditelj nekaterih predvolilnih shodov Socialnih demokratov in nekdanjega predsednika države Danila Türka. Po svojem političnem profilu pa je Sašo Hribar sicer predstavnik kar bolj trde levice. Mi pa se vidimo jutri v istem času in ne pozabite, resnica boli, komentarji še bolj, pa ni vseeno, kdo kaj reče.